Že kar nekaj tednov je minilo, odkar ste bili profesorica Tatjana Avšič Županc v ospredju strokovne in medijske pozornosti ob odkritju posledice z virusom Zika. Skupino raziskovalcev, ki ste jo vodili, vam je prvim na svetu uspelo dokazati povezavo med virusom Zika in mikrocefalijo. Res vse priznanje, ki vam ga je izrekla svetovna strokovna javnost in tudi Svetovna zdravstvena organizacija oziroma WHO. Slednja vas je pred nedavnim tudi gostila, kjer ste nadrobneje pojasnjevali vaš dosežek. To je najbrž tudi posebno priznanje za vas. No, vsekakor bila sem zelo presenečena in seveda zelo vesela, da so me povabili Svetovne zdravstvene organizacije, torej sekretarka gospe direktorice, doktorice Margaret Chan, osebno me je pisala in tudi potem klicala po telefonu, da je presrečna in da bi bila zelo vesela, če lahko pridem v Ženevo, kjer je bil trodnevni posvet ekspertov iz različnih področij, ravno o tematiki virusa Zike, epidemije virusa Zike, kako zajeziti to epidemijo in seveda o vseh posledicah, ki okužba z virusom Zike tudi lahko nastane. No in potem, ko sem se z gospo sekretarko tudi osebno srečala, me je prav objela tako prisrčno in zelo lepo mi je bilo, ko je rekla: draga Tatjana, presrečna sem za to vaše odkritje in ta članek sem brala kot poglavje v učbeniku, v šolskem učbeniku, ko sem bila še študent. Tako jasno in tako krasno napisano. In to mi je bila ena res takih lepih pohval doživeti in srečan z človekom, ki je seveda na pomembni poziciji in te hkrati tudi tako lepo sprejme. Tako da je tudi sestanek je minil v zelo dobrem vzdušju. Kot rečeno, so bili strokovnjaki iz različnih področij z najnovejšimi podatki, ki smo si jih tudi izmenjevali in seveda za mene je bil tudi izjemno koristen. Kot izjemno znanstvenico, akademikinjo, ki objavljate v najprestižnejših strokovnih revijah, veljate v strokovnih krogih kot specialistka in dobra poznavalka virusov. Ena zadnjih epidemij, ki je zaskrbela svet, je bila predlanska oziroma krlanska epidemija ebole v Afriki, ki je po zadnjih podatkih terjala kar okrog 11.000 življenj. Konzorcij Evropskega mobilnega laboratorija je ob izbruhu epidemije prvi posredoval na terenu v Afriki in aktivna sodelavka njega ste tudi vi. Raziskava, ki ste v tem času delali na virusu ebole, je dala seveda koristne rezultate, objavljena je bila tudi v reviji Nature in izbrana med 10 najodmevnejših raziskav pri nas v minulem letu. Pa me zanima, kakšne ugotovitve je prinesla? No, kot ste že omenila, mobilni laboratorij, katerega nekako podpira Evropska unija, je bil med prvimi, pravzaprav ne med prvimi, prvi v izbruhu še takrat, še ni bila epidemija v Gvineji in je tam še danes. Ravno Svetovna zdravstvena organizacija in Evropska unija nas je prosila, če lahko še vedno ostanemo na teh žariščnih področjih in kot vidimo, se ravno v Gvineji, tudi v Liberiji, vsake toliko časa še pojavijo posamični primeri. No, to, kar smo mi delali seveda v konzorciju mobilnega laboratorija, je bila seveda diagnostika, ki je pri virusu in pa bolezni ebola zelo pomembna, torej da je hitra in pravilna, da se lahko hitro in pravilno in pravočasno seveda poskrbi za okužene in zbolele, da se seveda okužba potem ne širi naprej na ostale kontakte. Tako da smo imeli potem 3 enote mobilnih laboratorijev, ne samo tistega prvotnega, v vseh državah postavljene
in vršili diagnostiko in hkrati seveda zbirali vzorce, ki so bili najpomembnejša stvar, kajti vse epidemije do zdaj v zadnjih 30-35 letih so se nekako zelo hitro zajezile in do pomembnih vzorcev kliničnih, na katerih bi lahko sploh bolezen proučevali, nadalje nikoli nismo uspeli priti. V tej epidemiji pa smo lahko iz vzorcev, ki smo jih mesece, skoraj 2 leti nabirali, zelo vestno, seveda s pomočjo številnih ljudi, ki so bili tam po 5, 6, 8 tednov, tudi več mesecev in sodelavcev Svetovne zdravstvene organizacije, Zdravnikov brez meja, obdelovali. In naša dognanja so bila sledeča, da je bil vnos virusa ebole enkraten, se pravi, ni se virus vnesel v področja teh 3 dežel Zahodne Afrike večkrat iz naravnega okolja, kajti vedeti moramo, da je virus ebola v naravi najverjetneje v nekih naravnih gostiteljih, za katere menimo, da so po vsej verjetnosti sadjejedi netopirji, katerim virus nič posebnega škodoželjnega ne noče, se pa lahko z njihovimi izločki ali v neposrednem kontaktu prenese na ljudi in potem seveda širi iz okuženih ljudi naprej. Torej se je dejansko epidemija širila iz enkratnega vnosa, to smo dokazovali z zelo natančnimi in vrhunskimi molekularnimi metodami, da se je širila iz Gvineje v Sierra Leone, v Liberijo in nazaj po tej poti zopet v Gvinejo, v tistem drugem valu, ki je bil leta 2014, drugo polovico. In še zelo pomemben podatek naše raziskave v proučevanju številnih genomov ljudi neposredno zbolelih z virusom ebola je bilo to, da se virusni genom in virus kot tak ne spreminja tako hitro, kot smo se bali ali nekateri celo predvidevali, kar je bilo seveda zelo pomembno, ne tako zaradi cepiva, ki se je že pripravljalo in potem tudi seveda začelo uporabljati na terenu, zaradi diagnostičnih metod in morebitnega zdravljenja. Torej, te ugotovitve so bile izjemnega pomena. Delamo pa še naprej in imamo že sprejeto novo objavo v reviji Nature, imamo nov prispevek, ki bo izšel v Journal of Infectious Diseases, in to so vse iz vzorcev in naših raziskav 2-letnega proučevanja virusa na terenu v izbruhu v Zahodni Afriki. Ni pa to bil prvi izbruh ebole oziroma ebole, kot vi rečete, ne? Kako se virus obnaša kot tak? Obstajajo nekakšne značilnosti pojavljene tudi glede rezultatov, ki ste jih vi ugotavljali? Ja, tako kot sem omenila, virus ebola je eden od tistih virusov, ali pa večine virusov je sploh takih, da se nahajajo v naravnem okolju, v neki živalski vrsti, ki so za viruse naravni rezervoarji, naravni gostitelji. Se pravi, živijo lahko ves čas z virusom, govorimo o različnih vretenčarjih, lahko so to primati, lahko so ptice, karkoli že. Ne bom rekla morda ravno v nekem sožitju, vendar drugemu nič kaj žal nočejo, sovražni niso, nekako živijo skupaj, ne? In potem se lahko ti virusi, kateri so za ljudi patogeni, se pravi nevarni, lahko pri ljudeh povzročajo bolezni, srečamo s takimi virusi, se potem lahko srečamo naključno, to gre vedno za neko naključno srečanje, tudi ljudje. Lahko neposredno, se pravi z temi naravnimi gostitelji, ali pa preko nekih prenašalcev. Prenašalci so pa lahko sami gostitelji, ali pa so prenašalci lahko različni členonožci. Najpogosteje so to komarji,
potem so lahko klopi, pršice, mušice, bolhe, peščene muhe in tako dalje. In seveda človek pomeni v takem življenjskem krogu virusov, ki se sicer nahajajo v naravnem okolju, čisto en tak naključni člen in v večini primerov tudi mrtvi konec, razen v primeru virusa ebole. Kajti pri eboli pa človek ni mrtvi konec, ker se virus zaradi načina prenosa, se pravi z neposrednim kontaktom, z bolelim, s krvjo, s telesnimi tekočinami, prenaša naprej v verigi na druge dovzetne ljudi. Pred nedavnim je WHO sporočila, da nevarnosti širjenja ni več. Vodilni laboratoriji po svetu pa intenzivno iščejo cepivo. Zanimivo, da sem zasledila nekje podatek, da so ga v Rusiji domnevno že sintetizirali ali kakokoli bi rekli, ne našli neko cepivo. Kaj je zdaj s tem? Epidemija ebole je seveda ustavljena. Kot sem že malo prej omenila, se pojavljajo tu in tam posamični primeri, ki jih seveda lahko takoj omejijo, zajezijo v smislu nadaljnjih prenosov. Cepiv poznamo kar nekaj in seveda tudi preizkušenj je bilo kar že nekaj, se pravi predklinične faze preizkusov je dalo 4 vrste cepiv skozi, klinične faze poskusa, prva, druga faza in celo tretja faza poskusov, pa 2 cepivi, 2 rekombinantni cepivi, ki imata vsaka svojo prednost in slabost, bi poenostavljeno to imenovala. In najnovejši podatek iz, mislim, da revije ravno tudi New England Journal of Medicine, kjer so objavili rezultate, pa govori o tem, da sta ti 2 cepivi morda drugemu nekako dopolnilo. Se pravi, da bi se lahko eno cepivo uporabljalo kot preventiva, s katerim bi se zaščitili za neko določeno obdobje, neka druga vrsta cepiva, torej obe že preizkušeni, pa za postinfekcijsko profilakso, to imenujemo. Se pravi, da bi se nekako cepilo takoj v trenutku, ko bi vedeli, da smo bili v kontaktu, morebitnem kontaktu z virusom ebola. Tako da tudi 3 vrste zdravil so bile že testirane in v uporabi. In menim, da so podatki, saj ki zdaj objave, ki prihajajo, še vedno kažejo na dokaj dobre rezultate. Da so to potem lahko recimo tudi nek nateg, če govorijo, da so recimo v nekaterih državah, oziroma kot sem rekla, sem zasledila podatek, da so ga v Rusiji že na nek način našli oziroma... Ja, mislim, ruski raziskovalci, tudi kitajski raziskovalci imajo svoje cepivo, ampak ti 2 cepivi, o katerih sem govorila, so cepivi, izhajajo iz laboratorijev iz Združenih držav Amerike in pa iz Kanade, ki so se potem seveda njihove licence kupile posamezne farmacevtske firme in skupaj z Svetovno zdravstveno organizacijo in pa ostalimi pristojnimi izvajali tudi klinične preizkuse prve, druge in pa tretje faze, se pravi in na prostovoljcih in potem na samem terenu. Koliko je še bilo seveda bolnikov v tistem času, ker so morali dobiti, se veste, vsa dovoljenja Agencije za varno hrano in zdravila, FDA iz Združenih držav Amerike, kar pa običajno traja kar nekaj časa. Tako da tukaj za prihodnost imam dokaj pozitivno mnenje, da bi se lahko uporabljala ta cepiva v bodoče. Učinkovito, ne? Učinkovito, imunogeno, se pravi, naj bi se morda ti 2 cepivi dopolnjevali.
Ampak seveda počakati moramo, vem, da prihaja s kolegi, s katerimi sem v stiku, da prihaja kar še nekaj znanstvenih poročil, objav na to temo in seveda potem zopet skupina, ki o tem odloča, ne, skupaj s Svetovno zdravstveno organizacijo in ostalimi strokovnjaki se bo odločila, kdaj katero cepivo, zdravilo in tako naprej uporabljati. Zadnja leta pa smo kljub vsemu doživljali vznemirjanje oziroma nek preplah tudi v Sloveniji oziroma v Evropi ob pojavu mutiranih virusov gripe, ki so se širili iz Azije. Pred leti je denimo strah povzročil virus SARS-a. Pa me zanima, kakšna je značilnost življenja virusa kot takega, ne? Kako se spreminja, kako se prilagaja, kako se širi, kako potem izbruhne v epidemijo. Nas bi moglo to recimo skrbeti? Ja, vprašanje je zelo široko, ne? Hkrati pa tudi odgovor bi bil na to vaše široko vprašanje precej kompleksen, ne? Če se samo omejim na virus SARS-a, recimo, ne, od epidemije, takrat smo pravzaprav govorili že skoraj o pandemiji, ne, ker so bile vse celine nekako pokrite s tem virusom, s tem izbruhom, je šlo za popolnoma nov virus in novo bolezen. Takrat, ko se je to pojavilo, vemo dolgo časa, ne, kitajska vlada niti in pristojne zdravstvene službe niti o tem niso obvestile Svetovne zdravstvene organizacije in tako dalje, tako da se je dejansko ta izbruh nekako potem tudi zaradi tega hitro širil v jugovzhodno Azijo in takrat se jaz spomnim prvič v svoji zgodovini dela na virusih, da smo lahko neka novega povzročitelja, ki je povzročil neznano bolezen, ne, se pravi totalno nova porajajoča se oblika bolezni, porajajoči se mikroorganizem, odkrili izjemno hitro. Od časa, ko smo zvedeli za to, ne, da se je pojavila neka nova bolezen in do odkritja je trajalo samo 3 mesece, kar je izjemno hitro bilo. Se pravi, zakaj? Zato, ker so bili raziskovalci javne zdravstvene službe med seboj izjemno hitro povezane zelo globalno. To nam seveda danes omogoča moderna informacijska tehnologija, od telefonskih Skype konferenc in tako dalje, moderna molekularna tehnologija, ki nam tudi to dovoljuje. Ampak tukaj ne smemo pozabiti, predvsem mi kot mikrobiologi, ne, da v teh primerih, kar se je zopet potrdilo tudi pri izbruhu virusa in epidemiji virusa Zike, prav tako pri SARS-u in prav tako pri virusu MERS-a, da poleg teh modernih metodologij, moderne molekularne biologije je vedno potrebno in še vedno se je pokazalo, da nam zelo prav pride znanje in pa seveda vedenje, kako uporabljati klasične metode virologije, kar pa danes nekateri laboratoriji sploh nimajo teh možnosti, ne znajo delati teh klasičnih metod, kot so kultivacija virusov na celičnih kulturah. Mnogi laboratoriji niti nimajo elektronskega mikroskopa, ki je neobhodno potreben pri takih odkritjih. Tako da, seveda, ravno pri virusu SARS-a, ne, zopet je prišel nekaj iz naravnega okolja. Virus se je spremenil, dokler je bil v nekem naravnem okolju, v nekih svojih naravnih gostiteljih, mi zanj nismo vedeli. Ko pa je prišel v tesnem kontaktu sobivanja ljudi in potem divjih in domačih živali, kar je vedno običajno ravno na predelih južne Kitajske, jugovzhodne Azije, kjer vemo, da živi zelo, zelo velika gostota ljudi na malem prostoru, ne, v takih mestih, če se pogledamo Hongkong in podobno, kjer je tudi trgovanje z divjimi domačimi živalmi veliko.
kjer so dovzetne tako ene kot druge in ne nazadnje mi ljudje, za kakšne viruse, ki sicer niso virusi znani človeku, lahko pride do takega prenosa. Seveda, virus, njegova, če se malo poosebim z njim, filozofija pa je enostavna. Virus potrebuje za svoje preživetje celico, živo celico, naj bo to celica človeka, živali, rastline, v kateri bo preživel, se v njo vstopil, se razmnožil in potem iz nje izstopil ven in iskal zopet drugo celico. Nič drugega on ne potrebuje v svojem življenju. In seveda, če ima pri tem težave in stalno neke pritiske, se on tem pritiskom zelo hitro prilagaja. Prilagaja se pa tako, da se spreminja. Da se, obrambi, ki jo nudi naše telo, imunski sistem ali imunski sistem recimo neke živali, da se temu brani in da se temu izogiba na tak način, ker zopet rečeno, on potrebuje celico, v katero bo šel, v njej razvil svoj cikel razmnoževanja in to je vse, kar on potrebuje. Kako znanost pa hitro sledi recimo takim spremembam, da zelo hitro reagira na spremembo recimo in ugotovi recimo, kako napasti tak virus. Zlasti seveda za tiste viruse, ki jemljajo zelo velik davek človeštva recimo. Ja, po eni ali zaprate za temi spremembami? Ja, tako bom rekla, seveda z novim znanjem, kot sem že prej omenila, z moderno tehnologijo, z modernim vedenjem in širokim znanjem, ki ga imamo, smo ves čas v tekmi, ne samo z virusi, tudi z ostalimi mikroorganizmi ljudje na zemeljski obli. Vendar se bojim, da smo redko kdaj mi tisti, ki smo zmagovalci. Ne glede samo, če je to borba z virusi, tudi govorimo o bakterijah, imamo tudi na tem področju velik problem, predvsem odpornosti in tako dalje in drugimi mikroorganizmi. Gre tukaj za eno osnovno razmišljanje, njihov generacijski čas. Če pogledamo generacijski čas človeka, se je danes iz obdobja, ko smo bili še mi mladi, je bil generacijski čas človeka med 20 in 25 let. Danes se je ta generacijski čas premaknil krepko čez 30 leto. Generacijski čas recimo neke hitro rastoče bakterije je dan, dva. Generacijski čas virusa je nekaj ur. Že samo to, če pogledamo, prostor, ki ga zavzemamo, ki ga potrebujemo, ljudje ali pa mikroorganizmi. In seveda, mi ves čas nekako posegamo v naravo in seveda tudi z svojim načinom življenja vede ali ne vede na mikroorganizme in seveda na naravo kot tako. In vsi se branijo temu. Tako kot se mi branimo, če nas nekdo ali nekaj napada. In seveda vsemu temu sledimo, ampak včasih imamo občutek, da kar malo zašepamo kljub vsemu vedenju, znanju, ali pa mogoče zaidemo enosmerno, ne vidimo več vsebine take, kot bi jo morali. Morda bi mogli večkrat stopiti ven iz kroga in malo oddaleč pogledati, a je to še vedno prava smer, ki smo si je začrtali. Spet govorimo o tej hitrosti, ki jo imajo recimo patogeni mikroorganizmi, predvsem pa virusi. Profesorica, osredotočiva se vendar le še nekoliko na viruse Zika, predvsem na raziskave strokovnjakov, znanstvenikov, ki raziskujejo naprej od vašega res epohalnega odkritja, da okužba z virusom v prenatalnem obdobju povzroča mikrocefalijo. V kakšno smer pa grejo zdaj raziskave?
Več smeri gre, no, če konkretno govoriva o povezavi, ki smo jo nekako morda mi prvi res prikazali, dokazali, virusa Zike in pa mikrocefalije. Tukaj gre seveda zdaj do tega, ne, naš je bil eden posamezen primer, seveda zelo pomemben in pa prvi, ne, če lahko tako rečem, da bi imeli pač več podatkov o tem, se pravi zdaj predvsem v Braziliji, seveda, ker je to država, ki je najbolj prizadeta ta trenutek z epidemijo virusa Zike, zbirajo kohorto, torej nosečnic, jih spremljajo, pri katerih so bili, seveda, pri katerih so dokazali, da so bile v času zgodnje nosečnosti okužene z virusom Zika in jih seveda zdaj v nosečnosti sledijo in seveda različno časovna obdobja bodo pokazala, ne, nekateri pač dojenčki recimo umrejo takoj po porodu, nekateri pač nekaj časa potem, nekateri se sicer rodijo, so prizadeti, imajo mikrocefalijo, torej da bo to večja številka, a ne, takih primerov, ki bi jih lahko sledili in seveda povezovali. Pregledujejo seveda vse možne dodatne morda kodejavnike, ne. Zdaj vemo, da virus Zika je sposoben po okužbi nosečnice preiti skozi plodovnico, posteljico, plodovnico okužiti otroka in okužiti in povzročiti take poškodbe možganov, kot je mikrocefalija. A je to zdaj edini vzrok ali je še kakšen kodejavnik zraven, torej gledajo še različne genetske dejavnike. Zdaj mi pri našem primeru smo to ovrgli, a ne, seveda Brazilci iščejo tudi s pomočjo kolegov iz tujine okoljske dejavnike, ki bi morebiti bili kodejavniki, da pride do tega, a ne. Nekateri celo, in o tem je bilo zelo veliko govora, tudi osebno mislim, da se kar nagibam lahko k tej ideji, torej veliko govora na srečanju v Ženevi, da bi morebitna predhodna okužba z virusom Zike, podobnim flavivirusom, to so virusi denge, ki so ravno tako endemični, epidemični na področju Južne Amerike in povsod na tropskem, subtropskem pasu, bili mogoče kodejavnik za potem tako hujši proces, hujšo okužbo z virusom Zike. Tako da zelo veliko se na tem dela in pa seveda potem razni nevrobiologi in tako iščejo natančno celice in pa posamične beljakovine, ki dovoljujejo, da se virus lahko naseli, kako preide skozi bariero možgansko, da v katerih celicah točno se potem nahaja in očitno se tam seveda tudi nekaj časa zelo potuhnjeno, če lahko temu tako rečem, ohranja, lepo počasi razmnožuje, povzroča eno tako trajno okužbo, a ne, ki povzroči, da se nekako nevroni zaustavijo v rasti in to v končni fazi povzroči mikrocefalijo. Zanimivo se mi zdi, ko omenjate, da je okoljski dejavnik pri okužbi mikrocefalije kar pomemben, ne? In da obstaja tudi več vrst mikrocefalije. Različni svetovni mediji so tudi pisali, da je med okoljskimi dejavniki pomembna razširjenost področij v Braziliji, ki so idealna za življenje komarja ščitarja kot prenašalca. Vlada je takrat posegla po različnih ukrepih od škropljenja teh področij do spuščanja genetsko spremenjenih samcev komarja, ki niso bili sposobni oploditve. In ravno kombinacija okužbe z virusom
in stik s sredstvi za uničevanje komarjev. Tu navajajo predvsem sredstvo piriproksifen, naj bi imelo usodne posledice. Kako vi to komentirate? No, ne bom takoj negirala tega, ker seveda je potrebno to tudi raziskati. In kolikor vem, veliko delajo na tem, ravno na področju Brazilije, ker tako kot se že sama omenila, vzrokov za mikrocefalijo je ogromno nešteto. Lahko bi jih delili na grobo na genetske dejavnike, na okoljske dejavnike in pa na infektivne agense, in Zika recimo eden od teh, čeprav so citomegalovirus, rubela, herpes, toksoplazmoza, tisti, ki smo jih do zdaj poznali kot najpogostejše vzroke. Seveda vse te ostale je pa treba zdaj preveriti in jih že nekako preverjajo in izključiti ali pa najti kakšno povezavo. Vendar se bojim, da bo spisek tovrstnih dejavnikov vedno daljši. Vsekakor okoljski dejavniki, kot je ravno to seveda škropivo za uničevanje odraslih osebkov komarjev, je lahko eden od dejavnikov, kodejavnikov, bomo rekli. In verjamem, da to tudi raziskujejo. Zanimivo je tudi, da je Mednarodna agencija za jedrsko energijo južnoameriškim državam ponudila pomoč s tehnologijo za obsevanje okuženih komarjev, ki naj bi jih tako sterilizirali. S to tehnologijo, pravijo, bi se lahko borili tudi kasneje proti drugim škodljivcem, recimo v kmetijstvu. Sprašujem pa vas, če lahko z nadziranjem komarjev nadziraš tudi virus. Vsekakor, gledajte, Zika virus je ta trenutek v okolju zelo goste populacije ljudi, zelo goste naseljenosti ljudi in seveda zelo goste populacije prenašalcev, ki so hkrati tudi gostitelji tisti trenutek virusa. Govorimo predvsem o severovzhodnem delu Brazilije, kjer je predvsem tropski pas, tropski gozd, izjemno visoka vlaga, skozi vse leto pretežno visoka temperatura, kar je idealno za življenje komarjev, za njihov razvoj, njihovih ličink iz jajčec in tako dalje. Se pravi, morajo imeti vodo in morajo imeti določeno temperaturo. In seveda, ker je to ves čas, je lahko ves čas tudi virus v nekem krogotoku med prenašalci in med ljudmi. In seveda ljudje pomenijo za neokužene komarje, če je človek okužen, recimo jaz se danes okužim, kažem bolezenske znake, kot vemo, pri Ziki niti približno vsak 5. človek šele ima bolezenske znake ali ne, vendar v moji krvi je vsaj dan, dva virusa, ki se v krvi tudi razmnožuje. In če mene zbode komar, ki ni okužen in se napije moje krvi, v kateri je virus, bo postal okužen. Se pravi, gre za en tak krog kroženja med komarji in ljudmi. Vendar mora biti zadoščen pogoj, kot sem omenila. Visoka populacija dovzetnih prenašalcev virusa, se pravi komarjev, in pa ljudi, ki so okuženi, in tudi tistih naivnih, ki niso okuženi. No, bomo videli v prihodnosti, kaj bo s tem recimo obsevanjem, kakšna učinkovitost bi bila. Komarje iztrebiti iz zemlje ne moremo in tudi mislim, da je to nepotrebno. Najbrž narava je tako ustvarjena, da določene življenjske vrste na zemeljski obli morajo biti. In jih ne moramo iztrebiti, tako kot ne moramo klopov iztrebiti, pa jih ne maramo. Tako tudi komarjev ne bomo iztrebili. Seveda pa lahko nadziramo njihovo populacijo in jo zmanjšujemo. In če bo populacija
komarjev manjša, bo seveda tudi manjša verjetnost prenosa virusa med ljudmi. Ne. Moramo pa vedeti, da so to res področja v tropih, kjer je ne samo ena vrsta komarjev. Mi tukaj govorimo o nekaj stotih vrstah komarjev. In če bomo mi uničevali komarja ščitarja, bo še vedno ostal tigrasti komar, bo še vedno ostal navadni komar, kuleks. Torej, virus se bo pa potem želel ali ne moral prilagoditi in najbrž se je že. O tem so tudi veliko v Ženevi govorili in tudi veliko že pišejo kolegi, da niso prepričani, da je samo komar ščitar tisti, ki prinaša virus Zika. Se pravi, da ima več gostiteljev lahko, ne? Tako, več prinašalcev in hkrati se virus, je takrat v komarju je hkrati komar prenašalec in gostitelj, ker se virus v njegovem črevesju tudi lahko razmnožuje. In domnevajo, da je celo navaden komar iz rodu kuleks dovzeten in sposoben virus Zika prenašati. Virus Zika za vas, za znanstvenike, ni nekaj nenavadnega, poznate ga že 50, skoraj 70 let, tudi vi osebno, ne? In do zdaj ni povzročal večjih težav, kot navajajo, in ste tudi rekli, so mnogi okužbo preboleli brez večjih težav, kar mimogrede, ne. Pa me zanima, kaj se z virusom zgodi, da tako nenadoma udari? Jaz mislim, da je tukaj en splet okoliščin. Virus Zika je tako kot mnogi drugi virusi, o katerih sem na začetku govorila, ki izhajajo iz naravnega okolja in so v naravnem okolju. Predvsem za večino menimo in verjamemo, je to iz afriške celine. Tam najbrž tisočletja. In seveda tudi so bile naključne okužbe, vendar moramo tudi vedeti, da te okužbe v osrednji Afriki, subsaharski Afriki nihče ne opazi. Tam je problem lakota, problem je malarija, problem so druge bolezni, veliko težje in številčnejše. No, seveda, ko pa se virus zanesel z okuženimi ljudmi, komarji ne, ker komarji ne morejo tako daleč letati, na druge celine, se pravi Azijo, jugovzhodno Azijo ali pa ko je bilo to na otočju francoske Polinezije, je pa tam prišel v stik z, mi temu rečemo, naivnimi, se pravi ljudmi, ki so bili dovzetni. In seveda je prišlo do tega, kot sem prej razlagala, kroženje med komarji in viremičnimi ljudmi. In potem seveda tak izbruh, kot je bil takrat na otoku Japo 2007, enostavno se nekako umiri. Populacija komarjev upade, ni več dovzetnih prenašalcev in enostavno izbruh upade. No, malo več se je dogajalo že v francoski Polineziji, kjer je naseljenost večja. In je bila tudi populacija komarjev dalj časa, gostota populacije večja. Smo že govorili o epidemiji. In seveda danes, ko gledajo znanstveniki in zdravniki nazaj na podatke iz francoske Polinezije in preiskujejo retrogradne vzorce, seveda ugotavljajo tudi mikrocefalijo, tudi prizadetost osrednjega živčevja, tudi posledico okužbe z virusom Zika, kot je Guillain-Barré sindrom in tako dalje. Vendar takrat, v tistem času, so zelo redko o tem poročali. Danes nazaj gledano odkrivajo marsikaj. No in seveda tako se je virus potem seveda z okuženimi ljudmi prenesel preko vseh teh otokov v Južno Ameriko, kjer ima pa, kot rečeno, ta trenutek čudovite pogoje. Gosto populacijo naseljenih ljudi in hkrati izjemno gosto populacijo, ves čas trajajočo
dovzetnih, najverjetneje različnih vrst komarjev. In seveda pri velikem številu, mi govorimo o nekaj 100 tisočih okuženih in zbolelih v Braziliji, seveda je tudi številka tistih, ki imajo posledice, kot je mikrocefalija ali pa Guillain-Barré sindrom, veliko večja. Ja. Ne pa, da tega ni bilo prej, a ne? Prej nismo bili pozorni, ker so bile številke zelo, zelo majhne. Virus se seveda spreminja, mi gledamo njegov genom in iz afriške celine preko jugovzhodne Azije, mikronezijskega, polinezijskega otočja in vseh velikonočnih otokov, da je prišel do Brazilije, se je seveda spremenil, vendar zaenkrat te spremembe nismo ugotovili drugega kot dve liniji, ki jim še vedno rečemo afriška in pa azijska linija virusa. Moramo še nekaj časa počakati, da vidimo, a bo zdaj ta pritisk selekcijski nanj, ki se dogaja trenutno v Južni Ameriki, povzročil še kakšno spremembo. Ampak zaenkrat so te spremembe še čisto take, ki mi virologi rečemo sprejemljive, naravne, nič posebnega. Omenili ste Guillain-Barré sindrom. Kakšno obolenje je to, kjer je seveda povezano z Ziko, kot pravite, z virusom? Ja, Guillain-Barré sindrom, govorimo pravzaprav o neki avtoimunski proces, avtoimunski bolezni, ki običajno nastopi lahko po neki okužbi. Lahko je to bakterijska, lahko je to recimo gripa. Gripa začasno, lahko daljše, krajše prizadetost perifernega živčevja, se pravi težave z motoriko, rok, nog in tako dalje. Pri večini ljudi je pač to reverzibilen proces, lahko pa se tudi pojavi daljša težava, gre celo lahko kakšno kronično obliko. Zdaj zelo veliko delajo na tem problemu, zelo, zelo veliko. In kot rečeno, francoski raziskovalci, ki so šli nazaj raziskovati, tudi vzorce preiskovati bolnikov, in seveda veliko ljudi so normalno še živi, ker je bila ta epidemija pred 3 leti na otočjih francoske Polinezije, ugotavljajo, da je bilo tega zelo veliko. Vam je uspelo določiti celoten genom virusa Zika, ne? In zdaj se, kot ste že rekli, inštituti po svetu mrzlično iščejo neko cepivo, ki bi bilo uspešno. Boste sodelovali zraven pri teh raziskavah? Ja, kar z nekaj sodelavci sodelujemo, raziskovalci znotraj Evrope zaenkrat. Želimo si tudi še kakšno dodatno raziskavo s kolegi morda iz Združenih držav Amerike, ampak zaenkrat smo samo še v pogovorih. No, to v Evropi je pa zdaj Evropska skupnost razpisala en poziv za 10 milijonov evrov, specifično za raziskave o virusu Ziki, kjer se seveda poskušamo prijaviti v konzorciju skupaj še z ostalimi raziskovalci iz Evrope. Vsekakor pa morajo konzorciji imeti tudi sodelovanje z kolegi iz Južne Amerike. Bolj kot se civilizacije razvijajo, več skrbi in nevšečnosti nam povzročajo tudi virusi. In zanimivo, da Svetovna zdravstvena organizacija, WHO, pa tudi številne zdravstvene organizacije različnih držav poročajo, da se v zadnjih letih povečuje število tropskih bolezni. Govorimo za ta bolj razviti svet, ki jih prenašajo komarji. Omenjajo, mislim, da dengo, čikungunjo in najbrž še katere. Kje so vzroki? Vzrokov je več, vsekakor je pa eden od vzrokov je
globalizacija. Torej, tako kot se je zanesel virus Zika iz recimo otoških držav francoske Polinezije, Mikronezije, preko vseh otokov v Južno Ameriko, kjer ga prej ni bilo, je to naredil okužen človek, ker okužen komar bi zelo težko to naredil. Se pravi, virus čikungunje je podobno. Izhaja iz Afrike, kot sem že omenila. Vsi ti virusi nekako predvidevamo, izhajajo iz Afrike. Je povzročil večjo epidemijo na otokih Indijskega oceana leta 2005, 6, 7, 8, pri čemer je virus doživel eno zelo minimalno spremembo v eni sami aminokislini, ampak ta sprememba je bila usodna za virus v smislu pozitivnega efekta zanj, ker se je virus začel lahko lažje razmnoževati tudi v tigrastem komarju. Do takrat je bil lahko samo v komarju ščitarju. Tigrasti komar pa vemo, je najbolj razširjena invazivna vrsta komarja sploh na svetu. In seveda se je tako lahko virus pol zopet z okuženimi ljudmi prenesel v Južno Ameriko in pa predvsem na Karibe, kjer povzroča že 3 leta epidemijo ali pa 3. leto epidemijo. Tako da moramo vedeti, da se seveda na nek način mi sami nehote poskrbimo za to, da mikroorganizme z nami samimi ali pa z gostitelji vred prenesemo na neka področja, kjer jih do takrat tam ni bilo, ampak tam bodo te mikroorganizmi recimo lahko ostali nek določen čas, če bo za njih primerno področje. Tako moramo mi vedeti, da recimo v področju Slovenije, če pogledamo, ali pa Južne Evrope, ali pa v Evrope kot take, imamo določene vrste komarjev, če samo govorimo o komarjih kot prenašalcih nevarnih tropskih virusov. Imamo komarja Aedes albopictus ali tigrasti komar, nimamo komarja ščitarja. Se pravi, če je nek virus, ki je prilagojen samo na komarja ščitarja, bo lahko tudi prišel okužen človek na naše področje in mogoče bo šlo za nekaj prenosov, vendar zime ne bi preživeli taki virusi, ker ne bi imeli pogojev, ker mi nimamo take vrste komarjev. Čim pa bi bili virusi sposobni se razmnoževati tudi v tigrastem komarju, potem pa bi lahko mirno ostali tudi na našem področju, da ne govorim celo o navadnem komarju, to je iz rodu Culex. Vendar problem tega zmernega celinskega pasu so še vedno zime, če bomo še imeli zime, ker vidimo, naša zadnja zima ni bila več zima, se pravi, ni bilo pravega snega, prave snežne odeje, ni bilo pravega mraza, vse to pa pomeni podnebne spremembe. Torej, zelo kompleksno je to gledanje, ni to enoznačno, globalizacija, ogrevanje. Daleč od tega, ogrevanje ni edina stvar zemeljske oble. Pomembne so padavine. Vedno so pomembne padavine, se pravi, ali suše ali padavine. Zelo kompleksen je pristop. In vsi te mikroorganizmi, ki živijo s svojimi gostitelji in prenašalci, jih moramo gledati precej kompleksno iz naravnega okolja ven.